Vsakdo je nedolžen, dokler mu pred pristojnim sodiščem ni dokazana krivda. Pred volitvami se je dogajal politični program proti Novi Sloveniji, da ne bi prišlo do desnosredinske vlade. In ta program se zdaj nadaljuje. V tem dotičnem primeru sem včeraj zasledil en članek, kjer piše, da so kriminalisti se izrekli, da gospod Jeklin ni naredil praktično nič narobe in da mu ne morejo dokazati krivde. Je pa bilo potem specializirano državno tožilstvo, ki ga je tudi v tem primeru še vedno vodila mama predsednice podmladka Gibanja Svoboda, je nadaljevalo s tovrstnim pregonom. Zakaj najprej tožilci in policija da medijem podatke, ne pa da se resno loti pregona. Zato sem jaz tisti prvi, ki govorim, da potrebujemo resen pregon v obliki skoka in da ga čim prej ustanovimo za pregon korupcije. V Sloveniji, če bi danes nekdo odstopil, bi konec sodnega postopka bilo čez 5 let, pa mi povejte, a bi takrat kdo še poročal, da je ta človek dejansko nedolžen in da je po nedolžnem odstopil? Pa bi kdo kaj potem povrnil škodo, ki bi nastala v tem primeru. Pa kljub temu je nastala škoda.